dobrodošli na mojem kanalu Fine Jessa. Danes imam ful zabaven video za vas. Če me spremljate na Instagramu, že veste, da bom posnela vegan za en dan. To inspiracijo, nisem dobila inspiracije, ampak ful sem si želela probati, če sem lahko vegan za en dan in kako je to težko, če je sploh vzdržljivo, če je hrana dobra. Tako da vam bom pokazala, kako si skuham stvari. Za eno jed imam plan, za ostalo bom pa sproti videla. Jaz v bistvu ful ne jem mesa, tako da, ga jem, ampak redko kdaj, tako da to mi ni problem. Bolj problem so mi mlečni izdelki, recimo maslo, grški jogurt pa parmezan, to mi je najtežje. A ja, pa smetana za kuhanje, tudi brez tega ne znam, tako da v bistvu sem dobila inspiracijo, ker imam že eno leto kokosovo mleko v konzervi in ga ne znam uporabiti, ne vem, da ga bi uporabila, sploh ne vem, kako izgleda. Tako da bom probala danes to uporabiti. V bistvu za kosilo sem dobila inspiracijo od Andreje, ker mi je enkrat skuhala testenine, špagete z zelenjavo in s kokosovim mlekom in je bilo tako kremno in sploh nisem okusila, da je bil kokos ali pa karkoli. Za večerjo pa še ne vem, bom videla, se mi bo luštalo slano ali sladko, tako da je odvisno od tega, no. Ok, držite vesti, da preživim, jaz mislim, da bom. Ja, pa novo frizuro imam, oziroma pač postrižena sem, pobarvana. Dobro jutro. Moj dan je dan začel malo bolj pozno, zato ker grem delat popoldne. In to pomeni, da mi ni treba spiti črne kave brez vsega, ampak si lahko dodam riževo mleko. Zdaj imam novo riževo mleko, oziroma rižev napitek se reče, iz Hofra in tudi v Sparu ga imajo, ki ima manj sladkorja, oziroma piše, da nima dodanega sladkorja, ampak ima malenkost stevije dodane, no. Ampak ful manj, sploh ni sladko toliko. Če pa začnem zgodaj dan, pa pijem črno kavo brez vsega. Zdaj pa so že moje ure šle mimo mojega posta, tako da lahko pijem z mlekom. Dam si pa kar tako, ne vem, pol deci mogoče. No, to je moj prvi v bistvu obrok, ker je mleko zraven. Moj naslednji obrok bo kosilo, upam, da si bom dobro skuhala, da ne bom lačna, tako da se vidimo na kosilo.
Evo, kosilo je narejeno, v bistvu mi je ful všeč. Ful sem se bala, da se bo kokosov mleko okusilo, ampak se ne, se pa navoha malo tek po kokosu, ampak okusa pa nima, zato ker tudi ne daš toliko mleka not. V glavnem, ja, ful fajn izgleda, zdaj se mi pa malo mudi, ker moram iti pol čez 15 minut moram iti delat. Imam cajta za kako boljšo sladico, bom vzela samo jabolko, ki jo bom pojedla po poti. Hitro jest se ne, da drugače ne jem hitro. Malo pod pritiskom. Jaz sem vesela, ko je lepo vreme, čeprav grem delat, ampak tako no. Saj sem nasploh dosti srečen človek, ampak ko je pa tako lepo vreme, sem pa še bolj srečna. Evo, jaz sem prišla iz dela in ker sem si prej naredila malo več hrane, bom zdaj jedla v bistvu isto stvar, ker se mi res ne da kuhati in sem ful lačna. Za sladico bom pa pojedla ta puding, ki je veganski. Ponavadi te procesirana veganska hrana, ki je pač ne moreš sam narediti, ponavadi ni dobra, pa tudi ne veš, kaj vse dajo. Ampak za to firmo Alpro sem slišala, da je ful dobra, tudi malo dražji je. Čeprav, ja, 4 pudingi so 3 evre, no, ni spet toliko. Jaz sem že včeraj enega probala in mi je bil ful dober, tako da ja. To je moja sladica, v bistvu se ful veselim. Najprej pa moj glavni obrok. V bistvu sem si kar 2 porcije skuhala, sploh se nisem zavedala. Še dobro, ker se mi res ne da kuhati. Kar se tiče energije in tega, nisem opazila kakih razlik, tudi nisem kaj bolj lačna, tako po navadi. Utrujena nisem bila po hrani. Evo, to je puding, da vam samo pokažem, kak je. Zdaj tak mehek, tekoč in ful je dobre, res, sploh ne bi rekel, da je veganski. Evo, jaz sem ready za trgovino, to je moj snemalni studio. Ja, grem malo peš, da se malo razhodim in to je to. Pa vedno, ko grem v trgovino, si nesem to vrečkico od Andreje, ki mi je moj OTD, ki v bistvu ne gre najbolj skupaj, ampak briga me. Čau. Ok, prišla sem iz trgovine in sem najedla jedilno čokolado, ki je, ne vem, mislim, da je 65%. 52% kakav. Ful sem v dilemi zdaj in sem kar malo jezna, ker, povejte mi svoje mnenje, kot ne vegani, prosim, ker vegani se ne bodo strinjali z mano. Torej, sestavine so sladkor, kakaova masa, kakaovo maslo, emulgator, sončnični neki shit, naravna aroma vanilje. Lahko vsebuje sledi oreškov, zrna soje, arašidov, mleka in žit, ki vsebujejo gluten. A to pol kar ni vegansko ali kaj? Zato, ker se dela v istem proizvodu. Pač lahko, itak da nima čokolada za kuhanje arašidov pa kaj še, zrna soje. Pač to so sledi in ni nujno, da jih vsebuje, ampak lahko jih vsebuje. To pomeni, da se dela v istem proizvodu, tako bi jaz z eno posodo pražila oreščke, jih dala ven in pol šla kuhat čokolado v isto posodo, a ne, pač nisem dobro mislim. Ful sem razočarana, ker a to pomeni, da nisem jedla vegansko danes, ker sem že prej zelenjavna jušna osnova je veganska, pač sestavine so veganske in isto piše, lahko vsebuje, ampak jaz to ne dojemam, da vsebuje. Ampak mislim, sledi, to pomeni, da se ne vem, mleko dotaknilo tistega ali pa jajčka dotaknila tistega ali pa orešček se je dotaknil moje zelenjavne jušne kocke. Andreji sem pisala in je rekla, da tega ne smem jesti, če hočem biti vegan, ampak jaz se ne strinjam s tem. V glavnem, kupila sem jedilno čokolado. Jagode, ki ful dišijo.
in banano. Mislim, da bo danes kar sladka večerja, ker mi že to zdaj tako diši, da... Čas je za večerjo, to so jagode z jedilno čokolado in kokosovim maslom oziroma oljem. Potem imam pa še tukaj ostanke jagod in banano narezano. Na Instagram sem dala vprašalnik in večina jih pravi, da to ni vegansko, ampak jaz še vedno pravim, da je vegansko. Verjetno je to za one bolj zagrižene vegane nevegansko, tudi zato, ker verjetno ne podpirajo tega obrata, ki proizvaja nevegansko hrano, ne, poleg teh stvari. Tako da ja, zdaj pač sami ocenite, da mi je ratalo ali ne. Ponavadi jaz to čokolado delam z navadnim maslom, zdaj sem pa dala kokosovo žlico, žličko kokosovega olja in je čisto kul. Ampak mislim, da se pol ta ne strdi, če daš kokosovo olje. Upam, da vam je bil video zanimiv, da ste uživali, če še niste, se naročite, subscribite, ker sem že ful blizu 600 subscriberjem, pa lajkite mi ta video, prosim. Hejterji lahko tudi unlajkate, imam vedno 1, 2 do 3 hejterje, ki po moje lajkajo za nalašč moje videe, mislim, unlajkajo, pardon, ampak tudi slaba publiciteta je dobra publiciteta, tako da hejterji, thank you so much. Ne, se nimam toliko hejterjev zaenkrat. Zdaj me bojo še bolj hejtali, ko sem jih izpostavila.